Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije v zadnjem tednu februarja, ki ga štejemo tudi za zadnji mesec meteorološke zime. Tako kot je bil februar poln pisanih dogodkov, tako bo tudi marca. Mednarodni dan žensk, materinski dan, občinski praznik, cvetni petek, velika noč in še bi lahko naštevali. Prebuja se narava in nam podarja prve znanilce pomladi. Topli sončni žarki pa nas vabijo na vrtove, polja in v vinograde. Prebujamo se iz zimskega spanca in kujemo načrte za prihodnje mesece, hkrati pa obujamo spomine na tiste lepe stare čase. Zato prijazno vabljeni pred male zaslone, kjer boste zagotovo preživeli nekaj prijetnih trenutkov. Ložniške ufrce priredile 8. etnološki večer. Koliko vemo o zdravilni moči začimb? Mladen Tramšek, ponovno za 5 let predsednik konference Ske Impol. Srednješolsko državno prvenstvo v frizbiju. V rubriki Lokalne novice boste tokrat izvedeli nekaj več o 8. tradicionalnem etnološkem večeru na Zgornji Ložnici, o tem, da imajo tudi začimbe zdravilni učinek in kaj načrtuje Impolov sindikat Skej za prihodnje obdobje. Kje so tisti lepi, stari, zlati časi? S temi besedami so obujale spomine na našo preteklost ložniške ufrce na 8. etnološkem večeru, ki je bil v soboto 20. februarja v večnamenski dvorani na Zgornji Ložnici. Publika je v nabito polni dvorani še enkrat hvaležno pokazala, da z veseljem obuja spomine na čase, ko je življenje teklo počasi, ko so si ljudje vzeli čas za druženje in zabavo in kako so si z drobnimi skupnimi radostmi znali popestriti vsakdanje življenje. Starejši so v marsičem videli sebe in svojo mladost, prežeto z lepimi spomini, mlajši pa spoznavali, da so bili stari časi zares lepi in zlati. Gledalce in nastopajoče je družila pesem na nastopu in še bolj po njem. Večer je izvenel v obeležitvi 10 let dela ložniških ufrc, ki turistično društvo Zgornja Ložnica zastopajo doma in širom po Sloveniji. Tokrat so trgali koruzo, kožuhali, lahko pa se pohvalijo z bogatimi programi iz prejšnjih let, kot so prali ob potoku, želi, luščili fižol, se ženili, kosili, sušili, priredili pušlšank, cufali volno, predli, štrikali, ob vsem tem pa prepevali in tudi zaplesali. Popestritev so vedno tudi otroci, ki jih mentorica skupine Martina Lešnik pridno vključuje v program in tako skrbi za pomladek. Nad programom in množičnim obiskom sta bila navdušena tudi gosta večera, glasbenika Cita in Jože Galič, ki sta z veseljem prejela knjigo Pridite pomagat, ki so jo v preteklem letu izdale ložniške ufrce. Pravita, da sta tudi sama velika oboževalca ljudske dediščine, kar sta dokazala s svojim nastopom. Ob tokratnem dogodku so sodelujoči v etnološki skupini ložniške ufrce prejeli priznanja za skrbno zbiranje, ohranjanje in oživljanje etnološke dediščine ter izjemno predano in ustvarjalno delo v skupini. Priznanja so prejeli Marijana Jereb, Martina Lešnik, Marjetka Brglez, Irena Gregorič, Mira Kobale, Zdenka Rojs, Olga Tomažič, Štefka Topolčnik, Ljučka Vidmar, Karli Vidmar in Karli Martini. Priznanje je za vodenje in soustvarjanje etnoloških večerov prejela tudi Jožica Repnik. Priznanja sta podelila predsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica Leopold Turk in sekretarka Štajerske turistične zveze Nevenka Kavčič. Ložniške ufrce so hvaležne vsem, ki jim pomagajo pri pripravi in izvedbi etnoloških večerov in tistim, ki večere finančno podpirajo. Mladen Tramšek je novi stari predsednik konference Ske Impol. Za novo 5-letno mandatno obdobje so ga izvolili 5. februarja. Kako ste zadovoljni z vašim sindikalnim delom? V tem času ste se morali ukvarjati tudi z 2 stečajama. Ja, res je. V naših povezanih družbah, v katerih delujemo kot konferenca, smo imeli žal v mojem 5-letnem obdobju stečaj Almonta in pa seveda stečaj Inotehne. Kar seveda
prenese veliko dela, skrbi in pa seveda tudi žalosti med zaposlenimi, ko izgubijo svoje delo. Sicer pa skupina Impol zelo dobro posluje. Torej, kako so potekala vaša pogajanja z vodstvom podjetja? Ja, moram reči, da sindikat in vodstvo Impola, uprava sedanja, zelo dobro sodelujemo in da bi rekel, imamo eno najboljših ali pa celo najboljšo podjetniško kolektivno pogodbo, ki smo jo podpisali pred 2 letoma. Torej, vaši zaposleni dobijo nekoliko več kot v primerljivih družbah? Bi rekel, da kar dosti več, ampak vedno se še pa zgodi kaj, ko moramo kaj braniti in pa poglobiti se. Moram pa reči, da v tem 5-letnem obdobju smo imeli vse skozi 13. plačo, regres in jaz mislim, da delavci so zadovoljni z delom, saj jaz mislim, da je ta gigant Impolski, bi rekel, na tem bistriškem območju še edina neka svetla prihodnost, ki jo delavci vidijo. Seveda pa skrbite tudi za dodatne dejavnosti, predvsem za letovanja zaposlenih. Ne smemo tudi pozabiti, da skrbite za upokojence in tudi na pripravo vaših delavcev na upokojitev. Seveda, sindikat je, bi rekel, borec za človekove pravice, za človekovo dostojanstvo, za boljše življenje od rojstva pa do smrti. Se pravim, ekonomski, socialni svet smo sindikati vključeni, kjer se borimo, da imajo naše matere malo daljši porodniški dopust, da so primerno plačene in da se, bi rekel, potem tudi bi rekel, združijo vnaprej, ker pač takrat nimamo, smo tudi se domislili, da smo v sindikatu si naredili junior člane, tako da zdaj združujemo na našem sindikalnem organiziranju juniorje, kakor tudi seniorje. To se pravi, da je naša borba, kot sem poudaril, od rojstva pa do smrti, da smo vse posod pristopni, financirajo pa žal še vedno naši delovni zaposleni. Ne smemo pa tudi pozabiti, da sodelujete z Društvom za promocijo zdravja Impol. Sindikat ima v svojem organiziranju tudi, bi rekel, kulturo, šport in pa seveda vse ostale veje dejavnosti, tiste, ki jih pač izvajamo, in da smo v eni stranski veji, ki je bila naša veja močna, komisije za šport, smo naredili in združili moči z upravo Impol in smo naredili Društvo za promocijo zdravja, ki pod vodstvom našega, tudi našega predsednika komisije za šport zelo dobro deluje in da povezuje sedaj že preko 300 svojih članov. Zelo močno jih sestavlja in vodi Jože Fajs, kar mu še z tega mesta še enkrat najlepše zahvaljujem in mu želim, da bi še naprej vodil tudi potem, ko bo odšel v pokoj. Kajte vemo, da šport in rekreacija veliko prinese zdravju zaposlenih in res on skrbi od plesnih vaj do vseh športnih dejavnosti, kuharskih tečajev, smučarskega teka, nogometa, res skapa temu človeku dol, kar je za šport pa za rekreacijo in za boljšo zdravje zaposlenih v Impolu naredil. Koliko je pa trenutno članov konference vključenih? V konferenco SKEJ je pa vključenih približno 500 do 550 članov. Še morda nekaj besed za vaš naslednji mandat. Kakšne so glavne želje oziroma načrti? Vidimo, kot smo rekli, podjetje dobro posluje, kupilo je tudi tovarno v Šibeniku. Kaj pravzaprav to po vašem mnenju pomeni za zaposlene v Impolu? Ja, prvo se bom navezal na preteklo obdobje. Rekli smo, zajela nas je kriza. V lanskem letu smo se en del izognali, dobili smo pa njeno sestro, to se pravi begunce, ki še je dodatno razdražila Slovence
naše zaposlene, ker namesto, da bi se otepli stresa in negotovosti, da bi prinesli neki mir in blaženost, smo sedaj še veliko bolj razdraženi in bi rekel, da nam to nič kaj dobrega ne prinese na naših delovnih poteh. Kar se pa tiče nakupa šibenika, Savojnega, sindikat stoji ob strani upravi in teh nakupov, kar te vemo, da je brez napredka ni, če obstojiš, si čez eno leto propadal. Tako da je prav in damo zaposleni res podporo naši upravi, da pač gre z napredkom naprej. Mogoče smo z našim članstvom žalostni in zatrti, da pač nimamo na tem domačem okolju dovolj prostora, da bi se tu razširili in da bi naši otroci, naši zanamci imeli delo, naši občani v Slovenski Bistrici. Zato bo verjetno še toliko bolj potrebno, da se potrdi projekt zahodne obvoznice. Vsekakor, ta bi še mogla biti narejena pred 10 letami. Jaz mislim, da bi nam ta obvoznica kot podjetju Impol odprla še velike večje možnosti za prodajo in pa mogoče tudi za razširitev. 23. februarja so Kulturno društvo Slomšek, Planet znanja in Slovenjebistriška knjižnica Josipa Vošnjaka organizirali predavanje na temo Zamolčane zdravilne moči začimb. Avtorica niza predavanj in knjig na to temo Zdravo življenje je Sanja Lončar, novinarka in raziskovalka, ki že več kot 10 let vodi enega največjih slovenskih nevladnih projektov Skupaj za zdravje človeka in narave. Začimbe največkrat uporabljamo pri pripravi hrane za boljši okus, malo pa vemo o tem, da so jih že naši predniki spoštovali kot zdravila najvišje stopnje. Morda je tudi to predavanje marsikoga spodbudilo, da bo na svojem vrtu zasadil še kakšno dišavnico več, pa ne samo za dober okus jedi, temveč tudi za zdravje. Rastline, ki so sposobne urediti cel resor, so imenovali ministrske. Zdaj vidko vidimo, da že škripli, katere pa so to. Ja, boste zelo presenečeni, ko vam povem, da so to pravzaprav vsem nam zelo dobro znane rastline, ki ne uživajo tako visokega ugleda kot neke strašno močne, ampak še vsa sreča, da jih imamo. Če imaš drobnjak, koprive, brezovi listi, koriander, to sodi v kategorijo ministrskih zdravilnih rastlin. Zakaj? Zato, ker naredijo dve stvari hkrati. Glede, zdaj je zima že proti koncu, vse bolj smo zakisani, preveč smo notar, premalo je ta naša cirkulacija in limfa v obtoku, kopiči se v telesu vsega živega, ni čudo, da je vse več bolnih pa prehlajenih, ker telo, ko je zakisano, veliko hitreje razmnožuje viruse in bakterije. Aha, a je rešitev, da ubiješ vsako bakterijo? Ne, rešitev je, da ti prineseš v telo vitamine, rudnine, alkalne snovi, ki spremenijo pH in se te naenkrat več ne prime noben virus pa bakterija. Zadnjič smo se pogovarjali o tem, tisti, ki ste bili, če se spomnite, virus hoče določena tla, kot vsako seme ima pogoje, v katerih kali in v katerih ne kali, in če smo mi sebe naredili močvirje, seveda vsa nesnaga se bo super razmnoževala. In zdaj pogledajte, če izhajamo iz tiste logike asistentskih zdravil, potem vi rabite eno zdravilo za osteoporozo, eno zdravilo za krče v nogah, eno zdravilo za zaprtost, eno zdravilo za predmenstrualni sindrom, eno zdravilo za srce in še bi vam naštevala še ostalih 295. Ali plan B, ministrsko rastlino, ki lahko prinese veliko magnezij ali kakšno naravno prehransko dopolnilo, recimo kot so vrste soli, ki to imajo. In smo odvzeli priložnost 300 težavam, da bi se pojavile. Ampak gledajte, mi živimo v družbi, kjer to niso zdravila, to so prehranska dopolnila. Ekipa 1 Srednje šole Slovenska Bistrica je ubranila naslov državnih prvakov v frizbiju.
Na zaključnem turnirju zimskega dela v Univerzitetnem študentskem centru Leona Štuklja v Mariboru, ki ga je gostil tamkajšnji klub Maribor, je zanesljivo premagala vse tekmece. Bistričani so v predtekmovanju najprej ugnali prvo gimnazijo Maribor s 13:3. Z 11:3 so slavili proti Črnomlju, nato pa so z 10:3 premagali še drugo mariborsko gimnazijo. V polfinalu so bili z 11:4 boljši od Krškega. V finalu so se pomerili s tretjo mariborsko gimnazijo in zmagali z rezultatom 11:5. Mlajša ekipa Bistrica 2 je sicer prikazala željo in borbenost, a je izgubila vse 3 tekme v predtekmovanju. Kako se je pravzaprav razvijala ta športna panoga po svetu in kako je pravzaprav prišla v Slovenijo? Frisbee se je razvil v Ameriki na koledžih. Začel se je, ko so igrali z ponvami od Pite, tako je nastal disk. V Slovenijo pa je prišel pred približno 15 letami in se v zadnjih letih razvija predvsem na srednješolski ravni. Tako je pravzaprav pravi razcvet ta športna panoga doživela ravno na vaši srednji šoli. Kakšni so bili začetki, kako trenirate in seveda kakšni so vaši dosedanji dosežki? Začelo se s predstavitvijo lani aprila. Nato se je zbrala manjša ekipa, približno 15 članov. Trenirali smo enkrat na teden, se družili, rasli kot ekipa in lani junija zmagali tudi turnir, prvi v Sloveniji, med 3 ekipami. Letos smo pa malo razširili program na okrog 30 dijakov in letos na drugem turniru nam kar dobro kaže. Vidimo, da pravila pravzaprav niso tako zahtevna, je pa veliko taktike. Kako torej poteka tekmovanje? Pravila so takšna, da so brez sodnikov, tako da si vsak sam sodi. Vsak igralec mora poznati pravila, z njimi pa ravnati pravilno, da so klici fair, kar je tudi v motošporta. Taktike se pa razvijajo tudi čez treninge, ko je ekipa že bolj igrana in ko disk lepše teče. Katera tekmovanja pa vas sicer še čakajo letos? Kakšni so načrti, želje? Letos ima slovenska reprezentanca U20 plan iti na svetovno prvenstvo na Poljsko, tako da to je glavni načrt. Glede srednje šole pa imamo še junija en turnir zunaj na travi, tako da ciljamo tudi na visoka mesta. Potrebno je še povedati, da gre pa predvsem za druženje, ne toliko tekmovalnost. Da, cilj športa je čim bolj sodelovati, fair, biti prijatelji med tekmo, po tekmi, kar pač pri drugih športih ni tako v ospredju. Spoštovani, zadnja informativna oddaja v tem mesecu se je iztekla, nastopa pa čas, ko v nas dozorevajo ideje o novem začetku, pa ni pomembno, ali bomo začeli graditi naprej z majhnimi koraki. Tudi tako bomo dosegli cilj, ki se nam včasih zdi nedosegljiv. Pa veliko sreče, pred male zaslone pa vabljeni tudi prihodnji teden ob istem času. Srečno!